Prav na tem mestu bi naj čez 14 dni, ko se prične jubilejno 50. korentovanje na Ptuju, stal drugi prireditveni šotor, ki bi naj sprejel okrog 3000 obiskovalcev. Vendar pa mestna občina Ptuj temu predlogu organizatorja na nek način nasprotuje, saj po besedah župana le-ta naj ne bi pridobil vseh potrebnih dovoljenj pravočasno. Na podlagi teh odločitev so se očitno potem ti, ki niso uspeli na razpisu, odločili, da bi postavili svojo vzporedno karnevalsko dvorano. Za to vzporedno karnevalsko dvorano je seveda potrebno po zakonu o upravnem postopku izpeljati vse postopke in med ta postopek torej vodi upravna enota Ptuj, mestna občina Ptuj pa je soglasodajalec za posamezna vprašanja, ki se tičejo mestne občine Ptuj. In torej vloga, ki je bila oddana na mestno občino Ptuj, na to vlogo so naši sodelavci v mestni občini Ptuj takoj odreagirali. V konkretnem primeru se pa občina znajdla v dvojni vlogi. Prvič, da odloča o določenih soglasjih in jih ne da oziroma zadržuje vročitev teh odločb, po drugi strani pa tudi usmerja sam ta dogodek. Mestna občina Ptuj očita organizatorju, da se ni prijavil na razpis, ni izpolnjeval vseh pogojev, da se pojavljata dve firmi ter da niso prejeli bančne garancije. Konec koncev pa daje mestna občina le soglasje za hrup in odpiralne čase. Prav čudna razdelitev parcel na spremenjeni lokaciji za postavitev šotora pa je predstavljala problem pri pridobitvi soglasja za izvedbo dogodka. Torej, karnevalska dvorana bo stala na tej parceli, na tej parceli, na tej parceli in na tej parceli. Tukaj vmes pa je parcela, za katero ni ne soglasja, ne dovoljenja. Ključno je to, da občina do sedaj noče dati ali vročiti odločb, ki so predpogoj za druge postopke. Tako manjka en kamenček v mozaiku, da bi lahko te dobili vsa dovoljenja in da bi legalno in zakonito to postavili. Župan želi zagotoviti raznolikost ponudbe, enako pa trdijo tudi pri družbi Memorija. Njen lastnik Martin Lisjak je dovoljenje za postavitev šotora sprva prejel po elektronski pošti, nato pa ga je upravna enota preklicala. Mi smo že tradicionalno sodelujemo tukaj na parkirišču pred hotelom v sklopu hotela in povežemo dogajanje v času postovanja, kar je se že zgodilo. Ko smo mi podali letos vlogo, da bi koristili to parkirišče, ki ga tudi koristimo v času drugih prireditev, kot so recimo Ptujska noč, poleti, oni niso dali nobenega odgovora. Jaz mislim, da je časovni okvir takšen, da se to ne da narediti, najverjetneje se ne da narediti in pač občina je na ta posreden način za teh svojih vzvodih, ki ima, dosegla, da je njim onemogočila, da to imajo na posreden način. In česa bodo prikrajšani obiskovalci letošnjega jubilejnega 50. korentovanja na Ptuju, ker ne bo drugega prizorišča, ne bo nastopil Jasmin Stavros, niti Bijelo dugme, prav tako pa ne bo brezplačnega koncerta legendarnih slakov.